sami dobro vemo, kaj vse smo na tem terenu že preizkusili, kaj vse je bilo narobe, koliko škode smo utrpeli, mislim, da je potrebno posebej poudarjati. Namreč, če se vrnem vsaj za kakšnih 25 let nazaj, leta 1989 je bila velika poplava, leta 91, leta 97, leta 98, leta 2010, povsem sveže je tudi tale poplava iz leta 2014, se pravi iz letošnjega septembra. No, samo v letu 2010 smo imeli na tem območju cirka za 2,5 milijona evrov škode. To je namreč ravno toliko, kolikor smo dejansko vložili tudi v to fazo 50, tako izrazim, ki še seveda ni celotno zaključena, kajti čaka nas še faza B3, ki je ravno kar v izvajanju. Mogoče malce kronologije. Aprila 2011 je občinski svet sprejel oziroma potrdil investicijsko dokumentacijo za projekt protivplavni ukrepi ob Voglajni s pritoki. Potem je novembra 2012 ta naš projekt potrdil tudi vodni sklad, oziroma komisija vodnega sklada, da jo skrajšeno takoj poimenujem. 8. aprila natančno 2013 sva z takratnim ministrom za kmetijstvo in okolje, gospodom Dejanom Židanom, podpisala pogodbo za sofinanciranje teh protipoplavnih ukrepov, faze B. In pa septembra 2014 je bil izbran izvajalec. Danes, novembra 2014, pa je zaključena faza B1, B2 z uporabnim dovoljenjem za vse tri posege, kajti bila so tri gradbene dovoljene, to se pravi, da so prav tako tudi tri uporabne dovoljenja. Povedati treba tudi to, da so izgradnjo spremljali kar velike težave, namreč, kot sami dobro veste, dela ob vodotoku so že po sami svoji naravi zelo zahtevna, praktično se deluje v vodi, več ali manj, kakšne pa je bilo letošnje vreme oziroma vreme v zadnjem obdobju, pa mislim, da ni potrebno posebej poudarjati. Zato bi se posebej zahvalil tudi izvajalcem vseh del in pa seveda tudi podizvajalcem, ki so pri tem pomagali. Kar pa se tiče samih tehničnih podatkov, pa mogoče par številk. V okviru faze B1 in B2 je bilo zgrajenih slab kilometer visokovodnih zemeljskih nasipov, cirka 350 metrov betonskih konstrukcij, se pravi AB nasipov, potem sta tu narejena dva zadrževalnika, črpališča, potem most, podaljšek mostu oziroma prepust, če hočete, inundacijski objekt, širine in dolžine 10,7 krat 12,5 metrov in pa seveda vse ostale podtikline, kot so komunalni vodi in podobno, tako da tega je bilo kar veliko, kajti gre za seveda zelo, zelo obsežen projekt. Mi tudi samo ocenujemo, da je bila občina pri tej investiciji proaktivna, da je sicer dejansko dolžnost države, da ureja vodotoke, vendar mislim, da je tudi občina v tem konkretnem projektu pokazala in dokazala, da se da marsikaj storiti in lahko ocenjujem, da smo na to zelo, zelo ponosni.